Če pogledamo deklaracijo o načelih strpnosti, ta poudarja zaskrbljenosti zaradi vzpona dejanj nestrpnosti, nasilja, terorizma, ksenofobije, agresivnega nacionalizma, rasizma, izključevanja in diskriminacije, ki so uperjena proti nacionalnim, etničnim, verskim in jezikovnim manjšinam, beguncem, priseljenim delavcem, priseljencem in ranljivim skupinam znotraj družb. Smo torej ljudje vedno manj strpni ali nas v to želijo prepričati mediji? Odgovor najprej skušamo poiskati pri dveh priseljencih, ki sta k nam prišla zaradi vojnih razmer v njuni državi. Abdalah je z ženo in 2 otrokoma tukaj že 6 mesecev. Vprašali smo ga, kako so Slovenci do njega strpni. شعب راقي جدا، الشعب السلوفيني شعب راقي جدا. ساعدنا في كل ما بيستطيع من مساعدة، ساعدنا في بكل المجالات، في الدراسة، في المعاملة، في المساعدة المعنوية، في كل شيء يعني. Pove še, da je zelo hvaležen Sloveniji, da je tukaj našel varnost, da se uči slovenščine in da ima namen tukaj ostati ter si poiskati službo. Podobno zgodbo nam pove tudi Jaser, ki je sem prišel skupaj z ženo pred 4 meseci zaradi istih razlogov. إجمالا هون الناس كويسين معنا وبساعدونا وإذا لزمنا شيء يعني ما حدا بيقصر بمساعدة أبدا. إذا واحد بده شيء هو كل ما بتحس حالك إنه أنت غريب في البلد هون أبدا. Oba sta za Slovence torej imela samo lepe besede, pa smo stopili še na ulice in preverili, kakšno mnenje imajo o priseljencih občani. Ne, to ne moram reči, to so individualni primeri. Množično pa gotovo ne, ker nam bodo kulturo spremenili, ne. Jaz mislim, da smo vsi ljudje in mislim, da bi bilo prav, če bi jih sprejeli take, kot so. Ne. Če jih vi opazujete malo, sicer sem jaz opazoval, imajo vsi telefone vredne več kot jaz, na primer, ali pa vi. Pa moramo reči tudi, da z denarjem pridejo taki 200 000, koliko pasa, 50 000 najmanj, kdo to financira, tako dobiti. Mi celo življenje delamo, pa tu ne moramo v toti ljubi Jugoslaviji pa Sloveniji nič skozi spraviti. Ne vem, kako je to mogoče, ne? Kaj jaz vem, ker bo pol prevzeli različne druge službe, pa kaj druga, pa ne bo za nas. Prav to je bilo naše prvo vprašanje, ko smo pred kamero dobili pristojno osebo, ki je z njimi v neposrednem stiku. Jaz bi tako komentirala. Če se Slovenec, kateri tendira in bori za takšno službo, ki jo komaj zdaj dobivajo osebe z mednarodno zaščito, potem je tudi more sam malo nagraditi svojo, ne vem, bodisi izobrazbo ali neke kompetence. Ker namreč noben ne krade nobenemu služb. Nobeden. Mi tudi za osebe z mednarodno zaščito sodelujemo tudi z Zavodom za zaposlovanje, ki pripravlja ogromno različnih programov, kjer bi mi lažje uporabnike usmerili, da bi se tudi zaposlili. Veliko mladih uporabnikov je bilo tako samoiniciativnih in ambicioznih, da so se vključevali v različne tečaje in si tudi sami poiskali službo. Tako da tu so bili uspešni. Kar pa se tiče, da bi oni pa imeli kaj več financ, da bi se potem naši lahko bali, to pa jaz mislim, da ni ravno točna informacija. To verjetno malo eden reče, pa malo drug. Kaj se pa tiče dobrih telefonov, to pa vsi vemo. Danes prideš, ne vem, k ponudniku oziroma operaterju, pa vsi lahko vzamejo telefone. Vsi imamo danes dobre telefone. Tako da, kaj se pa tiče služb, pa mislim, da je še celo premalo zaposlovanja, tudi za osebe z mednarodno zaščito, tudi kot za nas. To pa mislim, da ni težava in ovira samo, da bo zdaj pa zaposlevali samo osebe z mednarodno zaščito, torej begunce, potem pa Slovenci ne bodo imeli služb. Slovenci že zdaj nimajo služb. Pa to ne zaradi beguncev, ampak ker je problem nekje drugje. Izredno veliko strpnost je čutiti pri vseh pristojnih osebah, s katerimi smo stopili v stik, saj pri vsakem vprašanju nedvomno stopijo na stran priseljencev. Najbrž pa imajo za to vendarle dober razlog. So pripravljeni na integracijo, se učijo z veseljem takoj slovenskega jezika, se z veseljem vključujejo v razne aktivnosti, zelo hitro se učijo. Naši uporabniki prihajajo iz različnih držav, Sirija, Irak, Iran, Kamerun, imamo tudi deklico iz Somalije, dečke iz Eritreje, torej iz Afrike. Vsi so pripravljeni takoj, seveda na učenje slovenskega jezika, na celoten ta
proces integracije. Tako da nismo pa imeli nekih, kjer bi nekdo odstopal ali se ne bi nekaj želel. Mnenja so torej še vedno precej deljena. Ne smemo pa pozabiti, da se strpnost začne pri vsakem posamezniku in da je občutek za sočloveka bistven za boljši jutri.